Na današnjem sejmu smo obiskali Permakulturni center Pomurskega sejma, ki nam je predstavil tržno vrtnarstvo v Sloveniji. Da bi izvedeli več o tej kmetijski panogi, smo povprašali Tomislava Gerkeša. Kakšno je stanje na področju tržnega vrtnarstva, Gerkeš pove. Lahko je bilo zelo boljše. Spravi, mi v Sloveniji pridelamo 30% vseh potreb za zelenjavarskih, to je vključno z vsemi vrtovi, spravi, vsemi samooskrbo. Tako da v bistvu vse ostalo večinoma, kar se prodaja v trgovinah, uvozimo. In uvozimo pravzaprav hrano, ki prihaja iz zelo netrajnostnih področij, dosti je problematično za okolje, pa kasneje tudi hrana za ljudi je pravzaprav vprašljive kvalitete. Med ekološko in neekološko predelavo zelenjave obstajajo razlike. Ekološka hrana ne za svojo pridelavo ne uporablja kemičnih preparatov, spravi fitofarmacevtskih sredstev za zaščito pred škodljivci pa pred boleznimi. In s tem pravzaprav ne obremenjuje okolja in ti ostanki pravzaprav tudi kasneje še ob industrijski pridelavi pravzaprav imajo velik vpliv na zdravje človeka. Kako bi lahko tržno vrtnarstvo prispevalo v dobrobit človeka pa v nadaljevanju? Pravzaprav, ko ljudje dobimo kvalitetno hrano. En osnovni vidik za dobrobit človeka oziroma za dobro počutje, pa reči temu za zdravje, je pravzaprav hrana, katero jemo. In kvaliteta hrane pravzaprav ni samo v hranilih, v rodninih, v vitaminih, pač pa reči temu tudi vsebuje, kakšna je njena energetska vrednost, kakšna živost je v njen, koliko nas pravzaprav ta hrana oživlja. In danes se pravzaprav z ekološko hrano, ali pa če gremo še naprej, permakultura oziroma biodinamika, pravzaprav skrbi za vitalnost hrane. In tu se pravzaprav tudi pogovarjamo o sami moči hrane, ki se pravzaprav kaže v njeni moči reprodukcije, se pravi semenskem materialu, ki je spet pravzaprav bilo fajn, da je domače. Zdaj sama pridelava hrane, da bi pravzaprav bila bolj uspešna v slovenskem prostoru, pa je en sklop enih dejavnikov. Na prvi strani so seveda potrošniki, da bi to hrano kupovali, ker seveda je sama pridelava industrijske hrane ekonomsko bolj donosna. S tem, da pa tam davek plača še okolje, spravi onesnaženost okolja in pravzaprav je na račun zdravja človeka. In če bi mi več vlagali, spravi se zavedali, kakšno hrano jemo, bi tudi lahko več plačali, oziroma gre se za eno povezovanje pa povezovanje na ravni pridelave, da bi pravzaprav skupnimi močmi lahko boljše pridelali, več pridelali in bi s tem tudi pravzaprav slovenski trg pa slovenski človek bil na boljšem. Na sejmu se je predstavila tudi Slovenska vojska. Štabni vodnik iz Uprave za obrambo Maribor, Franci Kliš, nam je povedal, s kakšnim namenom se predstavljajo na sejmu. Na upravni enoti za obrambo Maribor se ukvarjajo z pridobivanjem kadra za Slovensko vojsko in izvajajo samopromocijo Slovenske vojske. Vsako leto Uprava za obrambo Maribor sodeluje na sejmu Agra in pa tudi na teh drugih sejmih, kjer se pravi pridobivamo kader. Obisk na stojnici, kot vidite, imamo vedno poln, ker mladi se zanimajo za možnosti vključevanja v Slovensko vojsko, kar se tiče štipendiranja, vojaškega poklica, tudi prostovoljnega služenja vojaškega roka. Malo mlajši, se pravi osnovnošolci, se zanimajo za tabor Morsi mladi in pa kasneje tudi za vojaški tabor, malo starejši pa seveda tudi za pogodbeno rezervo. Zraven razstavnega prostora Slovenske vojske se je predstavila slovenska policija. Več pa v nadaljevanju samostojni policijski inšpektor iz Policijske uprave Murska Sobota Tomaž Murgelj. Danes se predstavljamo predvsem z namenom predstavitve, promocije poklica policist. Dajemo ogromno koristnih informacij, za katere se zanimajo občani. Imamo tudi pripravljeno nekaj v bistvu zanimivih iger, kot je poligon z tako imenovanimi alkoholnimi očali. Predstavitev opreme imamo, službeni motor, indikator alkohola, v bistvu delimo razne propagandne materijale, letake, predvsem so pa naši
gostje v največji meri otroci in pa njihovi starši, kateri se zanimajo v bistvu za delo policista.